Gospod Jaklin, od otvoritve trgovine je minulo že več kot mesec dni. Kako se danes spominjate tega dogodka in predvsem odziva tistih, ki so prišli na otvoritev? Otvoritev je bila nad pričakovanji, obisk je bil ogromen. Bile so generacije od naših bivših zaposlenih, trenutnih zaposlenih, dejansko mladine, otrok njihovih in pač celih generacij, nekatere družine so pač imele korenine skozi celo že daljše obdobje pri nas. Obiskali so nas tudi naši lastniki, gospod Lukas Meindl, Lars Meindl, kar nam je v izredno čast ali pa zadovoljstvo, ker pač mislimo, da so s tem, ko so bili prisotni na naši sami otvoritvi, pokazali tudi, kako pomembni smo za njih. To je torej neka potrditev, da ima Planika Turnišče pomembno vlogo v koncernu Meindl. Kakšna je pravzaprav ta vloga, torej, ki jo igra Planika Turnišče? Ja, s potrditvijo obiska ali pa samim obiskom na otvoritvi nam pomeni ali pa pove veliko, ker pač dejansko smo razvojni center v sklopu Meindla, koncerna Meindla, za katerega pripravljamo tudi dejansko razvoj. Razvoj poteka v sledeče, mi dobimo pač idejno zasnovo ze strani Meindla, vse ostalo, kar se tiče samega razvoja, poteka pri nas od tehnologij upoštevanih do vseh materialov in pač kar je na razpolago trenutno na trgu. Nova trgovina je posebna tudi zato, ker obiskovalcem omogočate vpogled v samo proizvodnjo. Zakaj vam je pomemben ta vidik? Pa če pogledamo tako, dejansko združuje naša tovarna možnost od proizvodnje, pravzaprav začetek razvoja, proizvodnje in na koncu tudi prodaje na isti lokaciji, kar je za nas izredno pomembno. Mislim, da je tega v Sloveniji zelo malo ali tudi mogoče širše v Evropi, tako da sami obiskovalci trgovine lahko pridajo sem v trgovino in skozi okno pogledajo tudi del same proizvodnje. Verjetno pa ta bližina proizvodnje omogoča tudi, da je nabor obutve, ki je na zalogi bistveno večji kot v neki običajni trgovini. Verjetno se da tudi v skladišču bistveno večjem, kot je v običajni trgovini, poiskati tudi kakšen model ali pa številko, ki je sicer ne. Tako je. Trenutno imamo na razpolago vse razpoložljive modele, katere Planika proizvaja, to se pravi lastne blagovne znamke v sortimentu, katerega pač delamo. Če katerega slučajno ni na zalogi, trenutno je tukaj skladišče, sama prodajalka ima pač pogled v skladišče, zalogo skladišča, traja mogoče par minut, da se pač artikel prenese iz skladišča na trenutno zalogo. Tako da s tem ne vidimo problema. Imamo pa tudi delno zalogo od artiklov, katere proizvajamo recimo za firmo Meindl. Ne komplet, ampak Planiko pa cel asortiman. Planika je pomemben del tradicije turnišča, čevljarstva. Kako je povezana ta zgodovina z današnjim razvojem? Ja, če pogledamo sami, kako je potekal razvoj, Planika ima tradicijo proizvodnje v turnišču že 60 let. Tako da sami začetki segajo čevljarstvo, segajo že nazaj v dobo cehov, to se pravi čez 100-letno tradicijo, katero so pač začeli naši zanamci, to se pravi stari starši, mogoče generacija od naših staršev, nadaljujemo mi. Ta tradicija se torej pomembno nadgrajuje z sodobnimi tehnologijami, torej kot ste že omenili, Planika je pomemben tehnološki center, morda kakšne vse tehnologije se tukaj ne samo razvijajo, ampak tudi vgrajujejo. Marsikdo se pride v turnišče tudi učiti, kako posamezne tehnologije verjetno vgrajevati. Tako je. Smo en od razvojnih centrov za firmo Goretex, kjer je pač zelo znana v celem svetu ali pa večina proizvajalcev svetovnih brendov proizvaja z Goretex podlogo, to je nepremočljiva podloga. Dejansko smo en od razvojnih centrov, kar se tiče razvoja tehnologij v zvezi z gore obutvijo, tako da smo dejansko v koraku s časom z najsodobnejšo obutvijo. Zdaj pač trend samega tega razvoja pač zahteva določene nove tehnologije, nove raziskave, tako da smo dejansko vpeti v ta razvoj, da nam omogoča razvoj ostalih čevljev v tem segmentu. Vse te tehnologije se ob tradiciji in sodobnem znanju odražajo torej v vaših izdelkih. Pa če poveva za sam program Planike, torej nekaj je pohodniška, planinska obutev, nekaj pa tudi zaščitna oziroma delovna obutev.
Tako je. Planika je sama začela prvo z razvojem pohodniške in planinske obutve. Ta segment je zelo poznan. Tukaj imamo dosti pozitivnih komentarjev zdaj pač naših strank, da nosijo že tretjo, četrto generacijo čevlje in zopet kupijo planikine čevlje. To nam je vidno tudi iz naše Facebook strani, kaj nam ljudje sporočajo. Drugače smo pa zdaj začeli tudi delno zaščitno obutev. Zdaj imamo neko obutev, pač kot delovno obutev, to je pač specializirana obutev za pač, kako bi rekel, brez zaščitne kapice, ampak službe, katere pač jo morajo uporabljati. Predvsem bi pa poudaril naš gozdarski čevelj, ker je prvi v tem segmentu protivrezno z motorno žago, z aluminijasto kapico, tako da imamo pa v planu tudi razvoj ostalih nizkih in visokih čevljev z isto namembnostjo. In prav ta gozdarski čevelj je na nek način nek primer, torej, da se je celoten produkt čevelj razvil tukaj v Turnišču, se izdeluje, zdaj pa tudi prodaja v tej trgovini. Kakšen je kaj odziv? Pa moramo reči, da je odziv kar dober. No. Dejansko, kar smo proizvedli, je 80% prodanega. Povpraševanja so, tako da upamo na najboljše. V tem tednu pa ste torej pripravili tudi neko posebno akcijo, kot je to običajno za trgovine, Black Friday oziroma črni petek, črni teden pravzaprav. Ta poteza je pač zdaj trenutno trend in če hočemo biti s sodobnim časom v koraku, se pač tudi mi moramo temu prilagoditi. Tako smo začeli ta teden z akcijo, pač mi ne črni petek, ampak črni teden, ki bo potekal vključno do sobote. Imamo znižanje neznižano obutev 20% do vključno sobote, znižani artikli so pa že tako znižani. Ne. Po koncu torej tega črnega tedna pa sledi že predpraznični decemberski čas. Kaj vse ste takrat pripravili oziroma kaj se bo tukaj dogajalo? Ja, tudi za ta čas pripravljamo neke popuste, akcije. Dejansko najdemo pri nas obutev za cel segment. Od otroških, mladinskih, lahkih pohodnih do trekinga, pa kot sem že prej povedal, tudi zaščitnih gozdarskih čevljev. Tako da bo v tem segmentu nekaj, pa naj še ostane skrivnost, tako da pridite pa se bodite presenečeni, ko nas obiščete. Ta otroška obutev Meindl je nekaj posebnega, v takem naboru je redko kje zbrana v slovenskem okolju, tukaj je pa kar širok nabor otroške obutve. Otroci so posebej občutljivi, kar se tiče njihovih stopal, razvoja, rasti in tukaj je verjetno izbira kvalitetne obutve zelo pomembna. Pa mislim, da je tukaj, kar se tiče tega, je kar širok spekter te obutve, ki jo pač prodajamo. Nekaj je tudi z navadno podlogo, večina je pa vse z gore nepremočljivo laminatom, tako da pač za te čas, ki prihaja, mokre dni, otroci imajo nogo na suhem. Hkrati pa tudi verjetno se najde kakšna ideja za božično darilo, tudi morda s kakšnimi dodatki za nego ali zaščito čevljev, tudi darilni boni, koliko tega pripravljate? Tako je. Imamo v segmentu naše prodaje zaščitne kreme, zaščitne špreje, vosek, krtačo, dejansko nogavice, prav nemške znamke Meindl, katere proizvajajo pač posebne tehnologije za sebe. Dejansko akcije bodo, tako da pridite veseli bomo obiska. Kar nekaj je torej razlogov za obisk, kako bi še povabili gledalce naj obiščejo torej tukaj trgovino. Kaj je še mogoče v bližini zanimivega za obiskati? Pozabil sem prej omeniti, pripravili smo tudi možnost nakupa darilnih bonov, prihaja čas božiča, čas obdarovanj in možnost je nakupa od 10 evrov, pač koliko si vsak želi, če želi nekomu podariti, izredna priložnost, če ne veste, kaj nekomu podariti. Pridite, kupite bon v Planiki in mogoče boste zadovoljni, mi pa vi. Zdaj pač, kar se tiče še sodelovanja z ostalimi, sem pozabil prej omeniti, tukaj smo se pogovarjamo z našimi lokalnimi proizvajalci ali pa trgovci, tukaj je iz Dobrovnika Orhidejc, tukaj je Lušt iz Renkovcev, Hiša Gibanica iz Renkovec, Tic Moravske Toplice in turistično-informacijski center v Dobrovniku. Tukaj želimo ustvariti nek grozd, tako da bi obiskovalci, kateri pridejo na obisk tega, imeli pač en zaokrožen del ponudbe, katera del bi bili tudi Planika. Gospod Jaklin, najlepša hvala za vse povedano.